Razmišljate, s čim bi presenetili svoje najdražje v času praznikov? Danes vam bom pokazala, kako pripravimo škofov kruh. Predno začnemo s pripravo škofovega kruha, je potrebno pečico prižgati na 120 stopinj. Potrebujemo moko, pecilni prašek, sladkor, vaniljev sladkor, 5 jajc, razdelili smo rumenjake in beljake in pa margarino. Suho sadje, ki ga potrebujemo. Suhe slive, suhe marelice, orehi, čokolada in rozine, ki smo jih namočili v vročo vodo. Vročo vodo bomo čez nekaj časa odcedili in jih osočili z žlico jedilno ruma. Med moko bomo vmešali pecilni prašek. Vaniljev sladkor in sladkor združimo. Beljake in polovico sladkorja bomo stepli v trd sneg. Ko smo v trdo stepli beljake s polovico sladkorja, šele nato začnemo pripravljati drugo zmes iz rumenjakov, preostalega sladkorja in margarine, ki smo jo zrezali na manjše kose. Ko smo dobili lepo, gladko zmes, smo prenehali z miksanjem. Sedaj bomo nadaljevali s pripravo kruha. Rozinam smo odstranili vročo vodo, dodali bomo žlico ruma. Sedaj bomo dodali najprej polovico trdega snega iz beljakov. Nato dodamo rozine, orehe, marelice, suhe slive, zrezano čokolado bomo dodali na zadnje, zato da bo ostala lepa svetla barva našega sadnega kruha. Postopoma dodajamo moko. V moko smo prej dodali pecilni prašek. Ko smo dobro premešali, bomo dodali še preostale beljake. In čisto na koncu še čokolado. Naš sadni kruh je pripravljen za peko. Pekač lahko obložite s peka papirjem
ali pa ga premažete z margarino in rahlo posujete z moko. Takole, oba kruha bomo dali peči v pečico. Najprej ju bomo pekli na 120 stopinj, kasneje pa temperaturo dvignili na 160 stopinj. Naš škofov kruh je pečen. Škofov kruh bomo počakali, da se ohladi, potem pa ga že lahko serviramo. Škofov kruh lahko kar teden dni počaka v hladilniku in dober tek!